če me slučajno še ne poznaš. Obljubila sem, da bom povedala svojo zgodbo. O tem, kakšne vzorce sem prepoznala pri sebi in kako sem jih spremenila. Se pravi, kako sem se soočala z življenjem v zgodnjem otroštvu, v mladostništvu in zdaj kasneje v malo bolj odraslem življenju. Moja teorija je taka, da rodimo se z svojim karakterjem in ta naš karakter je delno odgovoren, kako se bomo spopadali s težavami, z neprijetnimi situacijami, pa tudi z veselimi dogodki v našem življenju. Smo pa v prvih 7 letih življenja večinoma odvisni od svojih staršev. Nismo samostojni, od njih se učimo, učimo se zaupati v življenje ali pa ne zaupati, učimo se reagirati ob konfliktih, težavah, učimo se reševati konflikte na tak način, ko jih rešujejo naši starši. Če je v naših starših, oziroma mi, ko smo sami starši, če je v nas prisotnega ogromno strahu, bo pri naših otrocih ta strah še veliko, veliko bolj izražen. Zato, ker otroci ne poznajo še tega sveta, ne vejo, kako v njim funkcionirati in v bistvu se ravnajo po tem, kako funkcioniramo mi, odrasle osebe. Se pravi, če opazimo, da imamo pri sebi veliko strahov, je zelo odgovorno, da te strahove predelujemo. Če opazimo, ne vem, kakšne druge stvari, da se ne znajdemo v konfliktih, je tudi od nas zelo odgovorno, da to nekako poskušamo se naučiti reševati konflikte. Če opazimo, da smo recimo hitro užaljeni, če opazimo še kako drugo neprijetno lastnost, ki mogoče nam ne koristi najbolj, in bi radi, da naši otroci to v življenju bolj obvladajo, potem je zelo, zelo koristno, da te vzorce reagiranja, čustvovanja, te navade nekako poskušamo se jih najprej zavedati in potem jih lahko začnemo spreminjati. Sama sem se v otroštvu navzela kar enih vzorcev, ki mi niso bili najbolj v pomoč v življenju, ne. Povedala bom svojo izkušnjo iskreno, tako kot sem jo jaz doživljala. Na začetku povem, da nikogar ne želim obsojati in kriviti za karkoli, kar bi lahko zvenelo kot slabo. Zdaj sem odrasla in sama znam prevzeti odgovornost za svoje življenje, za svoje pretekle izkušnje. Povedala bom čim bolj na neobsojujoč način, povedala bom pa zelo iskreno. Tako da upam, da kdo, ki bo tole poslušal in bral, ne bo užaljen. Kakorkoli, kdorkoli se prepozna v tej zgodbi, naj ve, da do njega ne gojim nobene zamere, drugače o tem sploh ne bi govorila. Jaz sem se rodila v veliko družino, ampak bila sem prvi otrok. Tako da jaz na začetku verjetno sem bila deležna največ ljubezni in največ pozornosti, kar je bilo možno, ampak takrat jaz tega nisem opazila. To opazim zdaj kot odrasla oseba, ko imam tudi sama otroke. Največja vrednota v naši družini je bila seveda delo. Delo, 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 delo podnevi, delo ponoči. Drugih stvari skoraj nismo poznali. Zaradi tega, ker pač na kmetiji je treba nekako preživeti. In v bistvu, ko smo bili recimo najstarejši otroci dovolj stari, smo hitro dobili v varstvo, v oskrbo mlajše otroke. Prevzeli smo večino dela staršev, kar se tiče oskrbe otrok. Zame, za moje želje, v bistvu nikoli ni bilo nekaj veliko časa, niti denarja ne. Svojima staršema niti ne zamerim tega, ker pač vem, da nista znala drugače. Ampak kar se je meni takrat dogajalo, je na meni pustilo nek pečat, za kar sem jima na koncu zdaj tudi hvaležna. Recimo, karkoli sem storila, ni bilo dovolj dobro. Velikokrat sem bila zasmehovana, ker nisem bila takšna, kot so želeli.
si predstavljali, da bom. Počutila sem se ponižano, neprijetno in v bistvu sem potem sčasoma nehala izpostavljati svoje želje in svoje potrebe. Zatrla sem jih, ker niso bile moje želje uresničene in v bistvu ni bilo smisla, da bi jih sploh izražala, ker sem se bala nerazumevanja, nesprejemanja in posmeha. In že kar zgodaj v otroštvu se je v meni začel razvijati en tak vzorec strahu in manjvrednosti. Vedno sem občudovala svoje sošolke, ki so imele vedno lepa oblačila, ki so imele vedno čas, da so se družile. Jaz sem mogla hitro domov pomagati. Jaz sem večinoma nosila oblačila, ki so bila ponošena. Jaz sem si samo želela, da bi si lahko privoščila novo oblekco, nova oblačila. Ampak pač za to takrat ni bilo denarja. Saj pravim, danes to razumem, takrat pa sem doživljala čisto drugače. Pač takrat sem se razvila tisti vzorec, da v bistvu si ne zaslužim boljšega. Sprejela sem stanje tako, kot je, in kar veliko časa sem dejansko potrebovala, da sem to tudi dojela in da sem začela sama sebe drugače obravnavati. V otroštvu sem se sama sebi gabila. Imela sem se v bistvu za grdo, za debelo, za umazano, za nesposobno. Sramovala sem se sebe, svojega telesa. V bistvu si nisem upala niti navezati stika z nikomer, ne zares. Želela sem si imeti prijatelje, ampak nisem zmogla. Jaz sem živela v prepričanju, da si jaz tega ne zaslužim. Da mene pač nihče nima rad, ker sem taka, ko sem. In da je to prav. Danes vem, da to ni bilo prav. In ker sem živela s takim prepričanjem, sem do sebe v bistvu pritegnila tudi take otroke, ki so se norčevali iz mene, ki so me poniževali. In to je še v meni vzbudilo dodatno neko stisko, sramoto, občutek nemoči. In v bistvu nisem rada hodila v šolo. Celo osnovno šolo sem bila v stiski, ni mi bilo fajn v šoli, doma pa se tudi nisem dobro počutila. Ko so starši recimo izvedeli na začetku, to je bilo v enem prvem razredu, da me v šoli oziroma po poti domov ustrahujejo eni otroci, takrat se spomnim, se je moj oče postavil za mene. Šel se je pogovoriti s tistimi otroci in takrat se je stanje tudi malo umirilo. Ampak tiste moje samozavesti oziroma nesamozavesti, tistega strahu, slabe samopodobe, tistega pa nisem mogla prerasti takrat. Nisem imela nobenega ob sebi, ki bi me vodil, ki bi mi pokazal, da v bistvu nisem tako slaba oseba, kot imam sama mnenje o sebi. Bolj sem verjela tistim ustrahovanjem, tistim poniževanjem, tistemu, da nisem dovolj dobra. Tistemu, da me tisti, ki bi me morali najbolj sprejeti, niso sprejeli take, kot sem. Ves čas sem v bistvu živela v nekem strahu. In ves čas sem si želela biti boljša, drugačna. Zdelo se mi je, da so v bistvu vsi otroci okrog mene srečni, brezskrbni. Jaz pa tega nisem znala. In zelo, zelo sem si želela, da bi bilo drugače. Nekje globoko v sebi, v tisti malem telesu otroškem, pa nisem verjela, da si to zaslužim. V bistvu sem ostala samo prestrašena. Drugi del zgodbe pa ti povem kmalu.